Ne bremzaš ti skozi. Ne, sigurno ne. Tudi ne da človek, ki se bremza 900 km, 900 W. Ne, sej, če ne bi bilo nečloveško, pa bi eden preletel ta zadnji novin že malo zmatran. Sigurno zmatran, pa bi šel na bregu, po graje. To pa res vprašanje, če da 300 do 400 W. Je vprašanje. Jaz se s tem ne bi čisto strinjal. Nekateri bodo rekli, da je, nekateri ni. Dober dan in dobrodošli v novo epizodo Torkovega pogovora. Današnja tema bo motošport in če je motošport šport, ali v katero kategorijo bi ga uvrstili. In to je ena taka zelo zanimiva tema. Mi z Jakotom sva pripravila eno predstavitev motošporta, pa tudi sama diskutirala o tem, če je motosport za njo šport in kakšne so lastnosti športa, Jaka je bolj predstavil Kolesarstvo pa Formula 1 sva si izberala kot primerjavo enega motošporta pa enega fizično oziroma tega zahtevnega športa, predvsem na dolge proge in tako vzdržljivostnega. Kjer pogled bova predstavljala bolj? Ja, predstavljala bova, kako fizično deluje nek šport na organizem človeka, da po moje bo zanimiv. Psihične lastnosti. In podobno bova tudi dodala, seveda to je pa zelo pomembno, predvsem pri profesionalizmu, veliko bolj kot pri nekom amaterskemu. Amaterski je bolj tako za rekreacijo, ni toliko psihičnega stresa, ko pa ti priješ na nek nivo, pa ni važno, koliko je ta šport fizično zahteven, je tu bolj pomemben tudi psihična priprava na tekmovanje. V redu, mi imamo pripravljen tabelco, če bo pa računalnik. Ja, za kar ima podatke. Išne podatke povedati, pa si kaj zapisati, kaj zračunati, in potem kalkulator zraven. Točno to. Ker nam najvedne take stvari zanimajo, jih rada zračunam. Veliko si jih zapomnila, ne pa vse. Ja. Nadpovprečno veliko podatkov si zapomnila oba, ampak nikoli pa ne vseh, se to ne bo. Torej, rekel si, da bo govorila o Formuli 1 pa o kolesarstvu. Ja, ampak najprej dejva povedati, najbolj tako v športu, pač tako nasplošno, najbolj je tako pomembno trajanje, koliko nekaj časa traja, koliko si v bistvu ti časa pod obremenitvijo, ali gre to za par minut, za več ur, ali pa celo več dni zaporedoma, pol pa pride zraven še regeneracija in take stvari. In pa seveda intenzivnost, logično, človek lahko zdrži večje intenzivnosti, ko je čas krajši. Ja. V redu, jaz si ne bom tega vsega zapomnil, tako da to boš mogel verjetno še kdaj ponoviti. Ja. Da bi jaz lahko te stvari si vse predstavljal, pa da si bo še kdo drug lahko te stvari predstavljal. Ja, zdaj, ko govorimo, kater šport je fizično najbolj zahteven, fizično so najbolj zahtevni tisti, ki trajajo najdolj časa, ampak, kad vemo, ni fizično zahtevnost vse, ko večino športnikov poslušaš, je veliko v glavi, celo več včasih. Zelo pogosto, v mišici. Najbolj znani primeri trenutno so po moje Kobe Bryant, David Goggins. Bryant je ogromno dosegel v športu, Goggins po resnici ni toliko veliko, on je samo znan pa svoji glavi. Pa vzdržljivosti vsem tem, ker v bistvu v končni fazi ne gre samo za talent, ampak koliko se ti prepričaš, da boš iz sebe iztisnil. Nekateri so zelo netalentirani, recimo Goggins je rekel, da takrat, ko začne trpeti, je v bistvu ponosen nase, zato ker ve, da je toliko več ljudi, mogoče bolj talentiranih za neko stvar kot on, ampak v resnici se on takrat začne pridobivati pred drugim, ker drugi samo ležijo na kavču in ne delajo nič. Ja, res je. Mislim, da zdaj se niba, Ampak je pa zelo pomemben, se meni zdi, da vse zbereš ta prav šport, ki tam boš pa tiskati, da si vse malo, da se imaš telesne lastnosti, ki ti bo najbolj pomagali. Ja. V tem športu. To je vedno neka nagnjenost nekemu športu, ampak v končni fazi te mora najbolj zanimati neka stvar. Pol lahko pride zelo daleč. Ker če ne tudi vso trpljenje, da bo pomagalo. Ne bo. Jaz tudi sem kar velik, da ti recimo temu pretrpel, ko sem kolesaril.
Ja. Pa nikoli ne bom nič dosegal, ne sredenju, ker sem pač malo velik, malo težek. To je problem za tak šport, ampak so pa drugi športi, tako da za vsakega se najde nek šport, ker mi všeč živijo, ja. Ampak če zdaj primerjamo, ne, pomembna je tudi srčno-žilna, recimo, intenzivnost, ker smo govorili o trajanju in temu, to je v bistvu zelo pomemben. Ni vse v teh, bolj kot nekaj časa traja nek šport, bolj gre na to, koliko imaš ti dobro kri, močna pljuča in tako, ker ti vidiš neke vzdržljivostne športnike, nimajo toliko mišic, imajo bolj nevidne lastnosti, ki jih delajo toliko dobre, kakor so, ne. Recimo, greš pa gledati neke eksplozivnostne športe, je pa veliko oziroma skoraj vse v mišicah. Je pa tudi v glavi, zdaj, če gledamo kakšne športe, ki so 1 na 1, to je zelo veliko. In zdaj formula pa kolesarjenje v bistvu dosti podobno časa trajata, ne? Ja, formula traja veliko kilometrov naredijo, kolesarjenje, ampak drugač, ja, mislim, kolesarjenje traja recimo 5 ur. 5 ur recimo, ja. 5 ur, neko povprečje. Formula pa manj, ne. Malo vseeno je to, vseeno je zelo veliko, ja. Recimo tam 2 uri. Ni 5 ur, ne. Ja, če gledaš koliko krogo. Ja, kar veliko, odvisno od proge, ne? Odvisno od proge, ja. Ja, nabijo 100, 100, 200. Okoli, ja, 70, moč tam okoli 100, ima več že bolj eno. Ampak... Če ima približen minuto, med minuto pa 2 minuti je krog. Na krog, ja. Nekaj je to nekje. Okoli 2 uri. Med uro pa pol, pa 2 uri. Pa 2 uri. Ja. Ampak imajo pa visok srčni utrip, recimo. Višji, kot bi mislil, da ga... Pa tudi v bistvu kolesarje imajo nižji poprečen srčni utrip, ne? Imajo nizkega, mislim, relativno nizkega. Zdaj pa zakaj je temu? Zato, ker prvič traja manj časa, ne, bistveno manj časa, ampak predvsem zaradi adrenalina. Adrenalin je tisti, ki največ prispeva k višjemu srčnemu utripu kot normalno. Recimo, da ti sediš v šoli in čakaš na eno oceno, če si živčen ali pa imaš neko predstavitev, se ti bo adrenalin dvignil in srce bo začelo hitreje utripati. Čeprav v bistvu ne delaš nič bolj tazga fizičnega, ne? Točno to. In to je nek drug vidik športa, ker šport naredi težek. Torej, tukaj je dokaz, da ni samo fizična zahtevnost to, kar je težko, da je tudi psiha vpliva na fizične procese v telesu. To te vzpodbudi, da imaš reflekse boljše, adrenalin, da hitreje reagiraš bolj, čeprav včasih lahko reagiraš malo panično že. Ampak zato pa moraš imeti močno glavo, ne? Ja. Tako da ja, ampak že govorimo o tej žilni in pa pljučni obremenitvi, ne, je to lahko z eno številko zelo hiter. Vse razrešimo in to je VO2 max, ne. To zahote glih ofre. Aha, ja. To lahko zelo hiter vse rešiš. In kako je to pri formuli pa pri kolesarjenju? No, to je zanimivo. VO2 max je najprej mililiter, to so mililitri kisika na kilogram telesne teže, ki ga lahko v minuti spraviš v telo. Ja. In smo se vsega se enkrat to računala, v bistvu, če imaš veliko kil, recimo ti, če imaš tam VO2 max recimo 50. Mene so primerjala z Vingegardom. Ja, in sva, ker Vingegard je precej lahek kolesar, ugotovila, da imaš ti celo višji, ali pa zelo Mislim, da so zelo na enak nivo, kakor jaz. Nekaj plus 1000, ne vem. Ja. 5 litrov kisika, ne, to ni izlučno kapaciteto, to ni zrak, to je kisik, tako da... Zelo ji omogoča delovanje. Ja, vseh procesov, to pa naj biologi povejo, niso za biologijo, ampak je tako, ni pa to spet čisto vse, ne, ni enako VO2 max, boljši si ti športnik.
ker Formula 1 dirkači imajo visok VO2 max, imajo visok, med 60 pa 65 recimo Verstappen. In jaz, recimo, mi je Garmin, jaz nikoli nisem imel Teslov, imam 67. Jaz sem sicer zelo vzdržljiv, niti ne rabim visokih VO2 maxov, ne? Ampak to ne pomeni, da bi on bil v nekem športu, kot je recimo tek, kolesarstvo, zdaj glih malo slabši od mene. To ni enak, tudi ne pomeni, da med profesionalnimi kolesarji, da je nekdo z višjim VO2 maxom, ker enako boljši. To ni res. Da. Ne moreš z drugi faktori, ne? Sigurno. Ja, in tudi, kot sva že povedala, psihološka priprava, to je zelo pomembno. Ampak kaj v bistvu naredi ta kisik, ki ga ti dovedeš? Zakaj je tako pomemben, da ga imaš toliko več? Ja, to je tako, kot gorivo, ne? Mislim, kot da bi zanetil nek ogenj in ogenj tudi rab kisik, ne? Zato da se ta... In pa les bi pa recimo za nas bila hrana, ki jo dobimo, ne? In se potem pravi. V bistvu, če ti primerjaš ta metafora ognja, ne? V bistvu les je gorivo, se pravi, ta les je za nas hrana, Ja. kisik je pa v bistvu enaka stvar. Ja, enaka stvar. Ja, okej. Mi pa potem to energijo nekam damo, seveda tudi v toploto, ne? Ampak velikrat v neko energijo, da nekaj premaknemo, nekam pridemo, gre tudi v toploto, ne? Mi imamo v bistvu vročino, ko nekaj delamo, to je vse posledica tega, tudi pritisk se nam poveča, krvni pritisk, ne? Da, ja, na vse vpliva ta kisik, na vse te procese. Je pomembno, da ga imaš veliko, ni pa to sigurno, zato ker ta kisik, to je odvisen pa tudi od mišic, ko ga znajo, Ja, ko bi rekel, absorbirati oziroma spremeniti v energijo, ker to je drugače pri vseh ljudeh, ne? Je drugače, tako kot pljučna kapaciteta ne pomeni direktno, koliko si ti dober. Jaz imam zelo veliko pljučno kapaciteto, 6 litrov, kar je zelo veliko. to si pa meril, ne? Ja, to so mi pa zmerali, ja, to pa ne moraš ker. Tako je, ja, tako da to je nekako to, ne. Se pravi, ti dovajanje kisika je tako pomembno zaradi tega, ker dokler imaš kisik, ne, deluje v telesu celično dihanje, Ja, pol pa vrenje, ja. ki je pa kokrat, mislim, da je 16-krat manj efektivno, ne, Ja, ja. Ti v bistvu lahko zdržiš zelo malo časa v tej coni, to je že cona 5, ni še 4, ampak ja. To je res, kadar je maksimalno obreženo. Ja, to ti lahko da zelo veliko energije, ampak za kratek čas, ne. To se dogaja pri krajših, recimo tudi pri formuli se to zgodi, tudi zaradi adrenalina, ampak predvsem so pa to športi, kot so nek tek na krajše proge, boks, neko plavanje, to so ti športi, ki so krajši in vrenje ti potem tudi zakisli mišice, zato je to potem zelo težko. To so taki recimo tipični športi, kjer se to lahko zgodi. Mislim, zagotovo. Na nekem nivoju vse. V redu, jaz sem zdaj razmišljal, da bi najprej še omenil, kako se je motošport sploh razvil, ne? Ja. Ker najbolj pomembni podatki, ki so, da jih sam povem, je, da so prva dirka, ki je bila neuradna kot motošport, je v bistvu prekršek Prekršek. in sta šla tekmovati Lokomotiva pa Kočija. In kdo zmagal? Zmagala je Lokomotiva. To je bilo leta, mislim, 1000. Koliko pa je bila proga dolga? V Angliji so to delali, po moje, nisem pripričan, 20-40 km, ni bila kratka, no. Ja, Ni bila tako kratka spet. Na enem odseku železnice, ki so jo takrat že postavili. In ena lokomotiva je bila prav od enega izdelovalca, ki je vozil verjetno njegov sin. Kočijo so pa predelali iz ene stare odpadne, mislim, da kočije. Nisem pripričan, da... pa en konc spredi, ne. Mislim, da je bil konc spredi takrat še, ja. Ja. In tisto je pa vozil prav lastnik kočije. Aha. Ker to ni bilo čisto običajno, ne, ker takrat so imeli kočijaže pa Ja. v tej aristokrati. No, pol naprej,
To je bila, skratka, oni nobena imena niso znana, zaradi tega, ker sta oba dva Ilegalno videlo, ne. pravila prekršila. Ja, seveda. In zato je, Pa se je pa motošport precej razvil, ne. pol naprej 1894 je bila prva organizirana, tisto, kar jemljamo kot prvo organizirano dirko, to motošport dirko, in to je pa francoska revija organizirala. Aha. In so bili pa motorizirane kočije ali pa kočije brez konj. Torej, ne znam se čisto predstavljati. To so imeli kot kočijo, so bila tista kolesa, ki so imeli največ, ki imaš kolo, pa noter so imeli špice. Pa imaš pa, vse zgleda kot kočija, samo da spredi nimaš une štange, ki ti do konov gre, Ja. nimaš vrvi, nimaš biča zraven, ker imaš pa takole valangor. Ja. To so bili prvi avti, ki so jih izumili. Prvi avto je bil 3-kolesnik. To so bili verjetno 4-kolesniki. Imaš volan, imaš tako, a so imeli prestave? Nisem prepričan. Verjetno ne. Verjetno ne. Ja. Imaš tako ročico, ki ne ima gas tisk ali kaj. Ja. Zraven pa tak volan imaš, gnar gor na kočiji, pa se voziš. A približen. To je bilo zelo amatersko, vsaj zdaj se jih. Takrat je bilo zelo nekaj posebnega, ne? Ja, sigurno. Da si imel takrat avto. Ja, sigurno je bilo. Pol pa je šel ta napredek Ja, v 50 letih. takrat so pred prvo svetovno vojno so se začela neka večja tekmovanja organizirati, tudi kakšni dirke. Ni bilo prav nekaj posebnega, po mojem, od razvoja, tudi do druge svetovne vojne še ne. Pol naprej se je pa zares začel, ker tudi vojni sta vplivali na razvoj tehnologije, motorjev, ne. Kdaj pa je bila prva dirka Formula 1, če veš? To je dobro vprašanje, nisem pogledal. 1900, neki dan ne bilo. Kdaj bi rekel? Jaz bi rekel Ne vem, 1975. 75. Ja, prva dirka. Ne, če moj pradedek dirkal odvisno, kaj jemlješ kot formulo, ne. Tisto lahko jemlješ kot avto. Ja, leta 47. 47, da jemljamo pa res na vojni tako. No. Po naznanitvi nove formule. Ja. Ja, sej, ker takrat so verjetno prve formule razvili, ne. So bile pa avtomobilske dirke tudi že prej, ne. Z Alfa Romeo 1. septembra. Ja. Ja, ker nazaj v zgodovini, ker si bil to vkesima. To pa bi si mislil, da kasneje, ampak. Že 20 let nazaj, ko je Red Bull začel s formulami, ne. Vsake let naredijo novo. Ja. A imaš primerjave, kako izgleda vsaka naslednja formula. In ta RB20, ki je zdaj raketa, ne. Ja, bomo videli. Pa že ona formula takrat je bila dobra. Ja. Ja. To bi šel pol razvoj naprej. Ja. In zdaj pa jaz ne vem, kaj imaš ti pripravljen? Ja, Eva, kaj ti imaš bolj pripravljen zdaj, kaj jaz? Ja, mislim, če je to od razvoja vse, pol naslednja. Ja, nisem ga bolj pripravljal, ker so bili najbolj pomembni podatki, so se mi zdaj te pa zabavni, ne? Ja, sve je bilo. Ja, pol, če glih primerjamo Formula 1 pa to kolesarjenje, pol je zelo pomembna termoregulacija, ne, da ne pride do dehidracije, ne. In pri formuli je to kar velika težava. Veliko dirk je v takih toplih krajih, ne. In ker si ti zaprt v kokpitu, V kabini. v kabini. Recimo kabini. Ja, ne, res. Je ta vročina zelo velika, sploh če imaš črn dirkalnik, pol je to še večji problem. Ja, Pogleda, ne. Temno modri, ker to je absorbirana svetloba, ki ima siva popolno črno telo, ne. Največ vso svetlobo absorbira, vso energijo, ne. Najbolj se greje zaradi tega. ja. In je tudi do 50 stopinj not, kar je zelo velik faktor. Tudi, mislim, sej ti, zdaj pa 300 km/h si pa malo zaščiten pred vsem tem vetrom, tako da so v bistvu se ne zgublja, no, mislim, je kar toplo, ne. Tako da to je zelo pomembno, sej pri kolesarstvu so tudi velike temperature, sploh zadnja leta na Touru in
na veldih. Ja, in novelty. Za Giro so malo niže temperature, te pomlad. Ja, malo. Tam gor je še sneg včasih, kakšne etape predstavljajo za tega, ker je. Ja, ker je točno. Tam je po 2 metra snega, ne. Ja. Ti ne morejo spucati, naprejo že cesti. Ja, ne gre tako da. Ja. Ampak to pa še ne pomeni, da energije pa ne boš trošil na raznih razmerah, ker se V bistvu boš, ker moraš imeti ti stalna temperatura, ne, 36 stopinj, Ja, boš porabljal energijo za segrevanje. točno to. Zato, Čeprav se gonaš, ne, pa se Ja. ker imaš iz hrane v mehansko energijo, Ja. se bo energija izgubila, bo šla v toploto, to je en del segrevanja. Sam se na to moje, to ne zgubiš 20 stopinj. ne, to sigurno ne. Sem bi, Ja, ne veš, po enem delu moraš se vseeno ogrevati, ne. ja, Pa v kopalkah se vozijo naokrog, ne. ja, Praktično kopalke so, ne. to Nimaš nobene zaščite proti. ne. Včasih ima une plaščke čez, ampak Ja, v bistvu vetrovke na spustih, ampak ne gre. To je problem. Na spustu se pa lahko pol res podhladiš. Ampak ja, glede termoregulacije in tega ima formula več težav, ampak sej delajo na tem vsak šport. Formula je zelo profesionalen šport, tako da delajo vsako leto na tem, da to. to je še en zelo zabaven pogled motošporta, ne. Ker v bistvu ne deluje samo tisti, ki napada, se tudi zelo podoben je pri kolesarstvu, Ja. v bistvu, ne. Samo da je bolj v ozadju, pri formuli je pa v bistvu tudi inženirske ekipe tekmujejo v tekmovanjih za zmago, kdo bo najboljši. Ja, imajo svoje razred, mislim. Red Bull, McLaren, Ja. Ferrari in tako. Aston Martin. Vsi tekmujejo v konstruktorskem seštevku. Ja. To je v bistvu zame bolj zanimivo, kot samo dirkanje. Ja, zagotovo je za nekatere to bolj zanimivo, ja. Sigurno. Ja, pol je pa še mentalni stres, ne? In pa kako vpliva mentalni stres na reakcijski čas. To, ja, sej na reakcijski čas bo najbolj vplival stres, ne? Isto. Pa neka situacija, v katero si postavljen. To se spet tiče bolj formule. Mentalni stres pri kolesarstvu je, ampak bolj v šprintih, kot v nekih dolgih stareh. V bistvu mentalnega stresa na dolgih stareh v etapi sami ni. Ker ne moraš biti neki zloživčen, točno veš, kje si. Medtem, ko pri formuli, pa dobro, saj ni najtežji mentalni šport, so še drugi veliko težji. Ampak ja, reakcijski čas je zelo pomemben in zaradi tega vsak dodaten stres vpliva tukaj. Tako da tukaj je formula zelo težek šport, prav zaradi tega. Fizični stres doda k temu, ne? Ampak mentalni pa še bolj na ta stres. Mislim, stres na reakcijski čas. Ti moraš biti v formuli v bistvu skozi pripravljen, ne. Skozi. Skozi 100% reakcijski čas, ne. Ja, siguren pod 20 stotink na vsako stvar. Sej, ker se takole dotakneš telefona, to ni tvoj reakcijski čas, da bi tako je hiter. Vključil pa izključil štoperco, tam ne veš, kdaj se bo kaj zgodil in pa se čas podaljša, nelogično. In ti ne veš, zato moraš biti vedno pripravljen na karkoli. Ker so pa hitrosti velike in da se ti kaj zgodi, ni prav dober, ne. Mislim, si tudi v kolesarstvu ni dober, če se ti kaj zgodi, ampak v formuli pa tudi ne. So bolj zaščiteni, v kolesarstvu niso, ampak v kolesarstvu, pa če si sam nekje na spustu, ni tako težko. Je bolj samo od tebe odvisen. V skupini pa ja, in isto pri formuli, boljše, da omejiš nekako število tekmovalcev, ne. Saj v kolesarstvu se je znižala ekipa iz 9 na 8, pa na one manjše dirke še na 7, ker je enostavno preveč tekmovalcev bilo na ekipo, ne, tekmovalcev. Pri formuli jih je pa še manj dober, ampak itak ni nekako placa za večji, ne. Ja, koliko že je? Ja, 16, 20. ja, nekaj takega. Tako da, ja, lahko dva na vsako ekipo in To 8 ekip ali 10 ekip. ja, 7, 8. Odvisno.
Imaš pa še en faktor, ne, je pa gravitacijska sila, Ja, ki jo bolj prenesemo, ker rečeš gravitacijska sila je en G, ne? ja, Pa rečeš G sila, G-force, ja. ki vpliva na, čeprav to ni gravitacijska sila, ki najbolj vpliva na Ja, ampak v bistvu ti, tvoja teža se ti poveča. rezultanta sil pri kroženju. Ja, Je najbolj vpliva pri formuli, ne? ja, to zagotovo. Tudi na v bistvu najbolj na te vratne mišice, ne? Ja, ker v bistvu ti si s telesom noter čisto zaprt, ne? Ja. Ti tako voziš, pa imaš tle podprt, tle imaš vse Ja. podprt, ne nogi imaš. Ja, Glavo. plazno ne. Ja, In pol, ker dela sila v ovink, ne? Ti, če ne boš glave not proti ovinku držal, ti bo ven iz ovinka glava metal. ja. In to je strašen problem, če ti tega ne moreš. In... To je ta največji fizični stres v formuli, Ja, je ta pritisk na telo. Pa tudi, ko greš ti enkrat v ovink, mislim, da imajo od sile do 5G, to je ja petkrat to, kot si težek, to je 5krat, to je v bistvu 50 metrov na sekundo kvadrat, cirka ne 49 v resnici. Ja, Je pospešek, kar je 5krat zemeljski pospešek in to je pol, če množi s težo, ne. ja, Je računava s težo glave ali cel telo, ker zdaj bo za organe. ja za vse. Recimo, da imajo 70 kg, ki so debelejši kot kolesarji, je to por 3430 kN, ne, 3430 N Ja. na osebo. Zdaj pa jaz le sedim in pritiskam na kavč s silo približno 800 N. Ja, ker je precej manj. Pri teh, tam je zanimiva primerjava, da so zdaj izstreljujejo tudi netrenirane ljudi, imaš en teden treninga in te izstreljujejo v vesolje, greš za en dan, Ja. ne za en dan, za 15 minut. Vse skupaj traja, to je kaj že Blue Origin, mislim, da je misija. In gre po 8 koliko astronautov, 6 vesolje in imajo pospeške do 3G maksimalno, ker to omejijo z Ja. tipo formuli, ki greš. Ja, imaš. Raketo moraš ti računati, da moraš ti spraviti raketo iz zemeljskega težnostnega Ja, prostora. v prostoru in moraš ti premagati hitrost, mislim, da 8 km na sekundo. Z 8 km na sekundo moraš izstreliti raketo, če hočeš ti v prvo zemeljsko orbito poslati, da bo krožila. Če hočeš, da se bo oddaljila od Zemlje, moraš pa mora biti pa 11 km na sekundo, meni se zdi. Ampak ti moraš imeti tak pospešek, da boš ti dosegel to hitrost, da ne bo raketa nazaj na Zemljo padla. Ja. Oni so omejili tole 3G, mislim, da tisti astronauti, ki so trenirani, morajo biti sposobni do 9G prenesti. V formuli si predstavljaš, da je hujši pospešek, kot v raketi imaš do 5G. In to potem, ko imaš ti tako silo na telo, to v bistvu vse telo je primer, telo gre s formulo, ampak notranji organi se premaknejo. To je to pritisk na vse, kar dela v tebi. To sigurno. To povzroča velike težave vsem. In ne glede na to, kdo si, koliko si natreniran in vse. Tako da, ja, se moraš pripraviti fizično zelo, predvsem te mišice, jedra in to, jedra telesa, noge, ne, jedro zelo, roke, niti ne, ampak Da moraš predstavljati, Ja. ki so ja, kaj so predstavljali. po avtomatski menjalnik, mislim, da je v formuli. Da ti sam Ja, predstavljaš. ja, vse lepo. V teh nižjih nivojih, mislim, da je celo skrobk. Nisem ziher. Jaz tudi ne, mogo gledati. Ampak ni zdaj. Ja, Moš na veliko stvari misliti, v bistvu, ne. Ja, ti v bistvu upravljaš še sistemi v formuli. Ti imaš pol še en sistem v formuli, ki aerodinamiko upravlja in to je zadnjo krilo, ki imaš ti, mislim, da je DSG ali kako se reče, sistem, ki ti v bistvu upor upravlja. In ti imaš na ravninah, ja, rabiš ti večjo hitrost in zato odpreš, ja, da se zniža upor, da se upor zniža. pred ovinkom. Ja. Pred ovinkom pa ti, v ovinkih ti imaš to zaprt zaradi tega, da imaš večjo silo, s katero formula pritiska na tla. Ja, in da se hitro zniža hitrost iz Ja. isto
da plus, da imaš verjem, da se bodi z ovinka. točno to. Da je večje trenje, Pa da to narediš v čim. bistvu ti v ovink pri formuli hočeš, da je lepenje, ne? Da kolesa na tleh, da so z lepenjem, ker če je trenje, v ovink pomeni, da driftaš. Ker trenje pomeni, da imaš ti neko silo, ki ne zaustavi, ki ne pritiska koles popolnoma na tla. Ja. Ti imaš lepenje, pomeni, da se guma ne drajsa v neko smer. Pri gibanju naravnost imaš trenje. Ja. Tam deluje trenje proti avtomobilu in to je ena izmed najbolj pomembnih faktorjev, Ja. ko počasnjuje. Ja. Ampak ker po ovink hočeš imeti pa lepenje. Razen če je drift. Razen če peleš rally, ampak s formula driftati ni bilo. Ampak v večini primerov je driftanje počasnejše, kot pa če imaš ti kolesa na tleh. Ja. Zato je lepenje toliko bolj pomembno in ta downforce, se pravi sila na formulo, najbolj vpliva na lepenje. Zato, da lahko ti čim hitreje speleš ovink. Ja. Torej, hkrati mora biti formula lahka, ampak to je pa v ovinku. V bistvu ta sila, ki zaradi dinamiko ustvari formula, je še enkrat takšna, kot je sila same težje formule. Približno več se zdi. Ja, to so velike sile. Ker formula ima običajno tam 750 kg, moderne, včasih so bile lažje. Ja. Ker je bilo manj skapne. Ja, dinamike in vsega. Ja. Pol pa zdaj je pa plus, mislim, še. Ker sedi noti, je pol v bistvu krvno. Zelo, zelo velik procent, zdaj je za 7%. Ja, se pozna, če imaš ti 80 ali pa 70 evrov. Predvsem pri pospeških, ne bi se rekel. Pa povsod se v bistvu poznam. Ja, povsod, v resnici povsod. Sej se hiter menjava pospešek, zaviranje. Temu se v bistvu povsod reče pospešek. Pospešek samo, da je... Ja, samo da je Tvoj imek. Ja. Negativno. Vedno se je obravnava to kot pospešek. Tudi v kroženju imaš pospešek, imaš tangentni pospešek, ker nimaš ti čist centrirane teže v formuli, imaš radialni pospešek, to je pospešek, ki drži Kaj te drži v ovinku, da ne zleti. da je večja. Ti moraš vedno gledati, da je radialna sila, rezultanta sil vedno gleda proti središču kroženja, da ni večja sila, ki te da se ven iz ovinka, ker bi rač bo zletel ven. Ja. In zato moraš imeti vedno nek pospešek. Ja. Tako da to so sami pospeški. Ne? Ja. Tako da ja, to je zanimivo, v formuli je veliko takih zanimivih stvari, ne. Zdaj pa, če pa primerjamo ena na ena, malo s kolesarjem, malo podatkov, recimo formula 90 minut, ne, ki smo rekla 1 ura pa pol, 2 uri, je povprečna moč dirkača, sicer zdaj ne vem, kako so to zmerali, ampak od 300 do 400 vatov, ja, kar jaz nisem čist ziher. Zato, ker ti moraš dati veliko moč, ne, v ovinkih. Ja, se pravi, če gremo približno čisto, ti bremzaš. Ja. In to je ful velika sila. Ja, ker se rabiš Pa skozi bremzaš, ne? nazaj. To je en del etaže, kaj ti daš noter. Druga je recimo, da to, ko se opiraš. Ja, ker se opiraš v ovinku oziroma sili, ki te nese ven z ovinka, pa še pri pospešku. Pa ja, nekaj. Ker ne vem, kjer etažo oni tle računajo. Ne? Mislim, da celega telesa, koliko ti energije, po moje, z vsemi mišicami, ki jih imaš, daš naenkrat. Ker zadnjič, ko sem videl tisto uravnavanje pod Potter razlagala, ne? Ja. So bili neki večji podatki, ne? Rezonanca je za ohranjanje. Ja, tega Je vprašanje, a samo tisto mehansko energijo? Ja, samo mehansko energijo. ja, to je samo mehan. Zdaj pa res vprašanje, če dajo 300 do 400 vatov. Ne? Je vprašanje. Jaz se s tem ne bi čisto strinjal, meni se zdi, da dajo manj. Sicer so malo bolj, mislim, niti Ja, samo je. nek suh. Tudi veš, kako približno zgleda, če jaz dam 400 vatov. Ne? Ja. Pulca šuma je kljub samo Samo tukaj je ena stvar, ne, ki daš to samo z nogami. en teren. Ti bi dal veliko več vatov, če bi uporabil še roke hkrati, pa se ti srčni utrip niti ne bi spet toliko zelo povečal. Malo se ti bi logično, ampak ne pa spet toliko zelo. Tako da sej nekaterih športih sploh ne moreš prijeti do najvišjega srčnega utripa. Tek na smučeh ima največje srčne utripe, ne, ker v bistvu dela največ mišic v tvojem telesu. Kolesarjenje niti ne. Tek, navaden tek, že več. Tako da
Ja, kolesarjenje ne. To mi je pa res zanimivo, kje ti pri formuli Za 400 vatov, ja, daješ vate? Vreš konstantno. vrat verjetno, ampak to ni velika mišica, ne, spet. Ni največja. Ok, glava ima koliko, približno rečeva 2 kili. Ja, Mislim, da ko sem gledal 2 kili, da ima glava približno, ok, pa meni skoraj 2% telesne teže, pa porabi 20% vse energije. Možgani, ne? ja. Glava, vrat, glava 2 kili, pa moraš ti ves čas delati proti pospešku 49 metrov na sekundo. Ja, To 98 minutno. In če daješ vsako sekundo 98 minutno, to pomeni, da dajo 100 vatov, ne? ja. Kar ni res. Ne? Nimaš ti skozi 5 dni pospeškov. Ja, ne. V formuli. Poprečen pospešek, če bi rekel, kaj da je en G, v bistvu to je nekaj dosti več. Zaradi tega, ker niso skozi ovinki. Ja, sigurno. Odvisno spet od proge, ampak ja. Recimo, da je LG. Recimo, da si 1:5 v ovinku, pa še to ne vem, če. A ne, še to ne vem, če. Yeah. Da si 20% časa v ovinku. To je 20 vatov, veš, iz te vratne mišice. Pa recimo sila, ki moraš nogo ti pritisniti. Nekaj jo je. Samo spet ni toliko veliko bremzanja. Ne bremzaš ti skozi. Ne, sigurno ne. Pa tudi ne da človek, ki se bremza 900 vatov. Ne, sej, če ne bi bilo nečloveško, pa bi eden preletel ta zadnji ovink že malo zmatran. Mislim, sigurno zmatran, pa bi šel na vejo, pa graje, ne. Ni to narejeno za tako, da ti ne bi mogel tega pelati. Kje točno potem človek tle porablja? Mislim, da to ni praviden podatek. Meni se je že prej zdel številke previsoke. Jaz mislim, da ni pravilen podatek. Tle so morali še nek faktor upoštevati, ki ni smiseln, da ga daješ. Ja. Ker ali upoštevaš ti določene faktorje, ali upoštevaš vse faktorje. Ne? Ja. In oni so tle pač nekaj zadali, da so tudi zgleda veliko. Prevel, mislim, težko, sej ni to. Ker 300 do 400 vatov so številke, ki jih. Ja, pa bi mogel tako, kar precej dihati, pa še, ki se lahko pogovarjajo, ne. Ja, Ki bi ti dajal toliko vatov, težko bi sploh kaj govoril. veš, ne razumem čist, kje gre vsa ta mehanska energija, ker ne gre, ne. Ne gre. Ne more nekam iti. Puls imaš visok, višji kot pri kolesarjenju, ampak govoriš pa še vedno lahko. Tisti sistem z ohlajanjem daje ogromen vat. Ja. Ampak tisti ni 300-400 vatov, tisti je verjetno več. Ja, to je še precej več. Ampak to so sistemi, ki se jih ne upošteva. Če se jih, To ti nikoli ne gledaš. No? nobeni stvar Ne. ne gleda. Enostavno ne. In zato to v bistvu ni Ni, po moje okoli 200, še to je maksimalno. veliko. Ampak zdaj so se ustavila pri tem podatku, mi dve imamo pa še ogromen. Ja, Da greva naprej in to je zelo zanimiv podatek. Ja. zelo zanimiv, ja. Tale recimo iz Tura na povprečni etapi okoli 250 pa do 400, ker spet ni res to, lahko jaz povem, da ga ni kolesarja, ki bo na povprečni etapi Do 400 vatov. dal 400 vatov. Ja. Se jih so kolesarji, ki jih dajo za 24 ur 275, ampak ne 400 za celo etapo Tura. Recimo od 250 do 310, pa malo več, recimo 330, če si šprinter ali pa tam okoli. 330, mislim, da je do DRG. No? Ja. Ampak to so številke, ki se jih kolesarji Težko, ker je to samo ena etapa. On je celo etapo sam vozil. Ja, in naslednji dan je bil glav. To etapo smo gledali v živo po progi, ampak ne, naslednji dan ni bilo iz njega nič, pa še tega ni dobil. Tega nažalost ni dobil. V bistvu kolesarjenju en razlog, zakaj ni toliko velikih vatov, je zato, ker se ne splača, drug razlog je pa zato, ker se ne da. Ja, ker si za veter in praktično ti ni treba delati. Tako da pri kolesarjenju to, da je od 250 do 400, ni res. Ni nikoli širilo, jaz bi rekel tle od 250 do 300. Ja, sem zadev čisto večino. Ne. Tako da gremo naprej. Ja, v šprintih se da več, ampak pol trajanje.
Ja, 90 minut na dan, ampak čez 90 minut na dirko, ne, prek formuli. Ja. Ampak z vsemi treningi in to, oziroma da ogreješ dirkaš. Gremo naprej. Torej 7 ur čez vikend so rekla. Pol je pa na turu, recimo, je pa 4 do 6 ur dnevno, približno pa to je, mislim, je trajanje kar precej večje. Pol 20 ur na teden. Ja, krat 3, ja. Onočka še enkrat. 70 ur. Pol poraba kalorij je per formuli okoli 800 do 1000 na uro, na 1 uro pa pol. Ne, na 1 uro. Na 1 uro pa pol, ker je to za celo dirko, ne, je pa potem 1200 do 1500. Ne. Prava. Ja, celotna. Medtem, ko pri kolesarjenju je tam okoli od 800 do 1000 enak, ampak pol 5000 do 6000 na dan. Ne. Ja, Jaz na bi dirko. Ne na dan. Prvo na dan ali na dirko. na kolesarjenje? Ja, na kolesarjenje. V dnevu več porabijo. Ja, seveda. Srčni utrip per formuli, višji, kot se rekla, od 150 do 180. Ne? Pri kolesarjenju je, pa to, ta srčni utrip je tako, ne, spet govorim o tem, je nižji od vsega tega drugega, in točno to. Ne? Vsak ima nekaj drugega. Formula 1 so, mislim, tako, so manj fizično pripravljeni, imajo nižji, mislim, višji srčni utrip že iz tega, ker ga rabijo imeti, ne? Ker srce nimajo tako močno. Ampak to še vedno, mislim, pri kolesarjenju imaš to tudi od 140 do 190, ni čist res, nekaterega imajo še nižjega od 140, pa povprečen nekako ne 190, čez 6 ur, ne, si ne mogo do tega predstavljati. Maksimalno 160, če kdo, od kakšnih šprinterjev. 6 ur nemogoče več. To je skoraj nemogoče, ker enostavno ne gre. Kakšen zelo tak, ne natreniran, ga ima 160, drugač ga ima na kakšnih šprinterskih etapah, tudi ta najboljši od 120, recimo. Ne, tako da ni to povprečen srčni utrip 190, ni šanse, ne, kar tukaj piše. V redu. Tako da to je spet neka mota. Potem mišična obremenitev, kot so rekla pri formuli, vrat, roke, jedro, sicer roke. Spet, ne vem, no, ni to največ. Ne vem, jedro, ja, vrat, figuren, ne pa roke. Pri kolesarjenju pa noge, hrbet, ampak spet to pa ni, mišice ne porabljajo, politične energije, ampak samo vezi, ki so v hrbtu. In zato te to boli, mi pa ne porablja pa nobena mišica na hrbtu energije, sej Poravljanje vije pomeni delo, ne? Delo, ne delo. Popravljaš, če se neka stvar premakne. Premiš Z neko silo. Pa so da si veš čez tako, te bo hrbet bolel, te malo levo od menega dela. Točno to. Tako da to je spet napaka, to je spet ni res. Zato, ja, pa Veodomax oziroma kondicijo oklepajčku, 50 do 60, lahko tudi do 65 pri formuli mililitra na kilogram telesne teže na minuto, ja, kolesarji pa od 75 do 90. Ne. Mislim, če imaš pod 75, tudi več, če imaš pa pod 75, pa se mi zdi, da nimaš kaj veliko za dela. Tudi šprinterji imajo 83, recimo, enega je imel 83, pa Pogačar ga ima recimo 88. Ne. In kaj ga pa še? To so neka, ni čist res, ampak naj ga bi imel, ki je imel 17 let, že v bistvu čez 100, ne. Kar je zelo tako. Ampak so tudi čez 90. Če pod 75 pa profesionalc, ne vem če. Kakšen. Potem pa termoregulacija, ki so rekla v kabini od 50 do 60 stopinj. 60, mislim, je, ampak se zgodi na kakšni dirki. Sploh na vročih dirkah, kot so imajo Abu Dhabi, ali pa Las Vegas. Ja. Ali pa sej ponavadi so taka mesta. Ko pride ven iz kabine, ti lahko rečeš,
te ekipi dobro tekne. Ja, do 3 litre znoja se lahko izloči z tebe. Bilo je zelo veliko. Pri kolesarjenju pa do 8 litrov, ampak je tukaj moramo več na čas znoja zgubiš s formulo zaradi temperature. Pri kolesarjenju pa manj, ampak to je vsak dan. Zato je pomembna regeneracija. Mentalni stres, ja, to so že povedala, da v bistvu pri kolesarjenju ga nikoli ni, medtem ko pri formuli ga je precej zelo veliko, da ti reagiraš pri 300 na uro. Vsaka malenkost na volanu se pozna pri takih hitrosti. In to je zelo psihično naporno, pa odločajo to stotinke sigurno. Pri kolesarjenju pa mentalni boj z izčrpanostjo, pa taktike kakšne tudi, ampak to se načeloma že prej zmeniš, to je vse tako uigrano naprej taktike. Pri formuli pa sem taktika, najhitreje prihod do cilja. Tako nekaj tekmovalcev v glavi. Ja, in tam je tudi predvsem vse tako na hiter in ne moreš ti reči, ja, tukaj bom pa recimo to naredil, pa tam to, ker je to tako hiter, da če boš razmišljal, si že 5 pozicij zadaj. Moraš biti go with your flow. In pa regeneracija, tle je pa logična zadeva. Veliko časa več, saj ne prav, da pol nič ne delaš, ne moraš trenirati. Lewis Hamilton recimo gre teč velikrat in vsi Verstappen, to vsi trenirajo tudi. Ampak ni pa to vsak dan dirka po 6 ur, ampak je 90 minut. Pri kolesarju pa tle piše vsak dan nova etapa, 3 tedne zapored, ker spet ni res. Ker imajo zadnje pauze. Ja, pa tudi so dirke, ki jih je večina takih, ki ne trajajo 3 tedne. 3 tedne, samo 1 teden, 2-tedenskih ni, pa so pa največ pa tistih, ki trajajo 1 dan. 5 dni, 4, tako da. To je glede tega to, tako da. V redu, pa glavna primerjava danes je, če je motošport šport, ne? In te podatki so najbolj pomembna stvar pri teh športih. Ja, jaz bi rekel tako, da se ne da primerjati teh 2 športov en drugega, da bi lahko rekel, ja, to sta pa mogoče tukaj. Toliko sta si različna, da se zdaj so jih primerjala, ne? Ampak razlike so tako očitne, da nekih skupnih lastnosti tle ni. In je zelo različen. In v bistvu nekateri bodo rekli, da je, nekateri ni. Jaz sam pravim, da je težek, ne rečem, da ni. Psihično zelo, ampak zdaj pa od posameznika odvisen, kako si dojema šport. A je to šport za njega samo fizično ali samo psihično. Zame so tisti, jaz bi sam razdelil športe v tiste eksplozivnostne, tiste vzdržljivostne in formula tukaj ne paše nikamo. Ja, zato jaz pravim, da to ni Ta prava definicija. Ni prava definicija. Zato se temu reče motošport. Motošport, točno tako. Jaz bi sam razdelil, kot sem rekel, vzdržljivostne in pa eksplozivnostne in med sabo jih je spet ful težko primerjati, ne mogoče. Kak formula je pa čist izpade. Izpade iz vzdržljivosti totalno, iz eksplozivnosti tudi je toliko drugih športov težjih, tako da formula ni nikjer. Jaz se strinjam. Jaz pravim, da motošport je zahtevna stvar. Na profesionalnem nivoju ekstremno, amatersko pa je to pa ne. Tako da In zato Bada se strinjava, da je to motošport, ta naziv se mu zavada. Najbolj treba. Ni pa čisto popolnoma enak, kot so ostali športi. Če bi rekel, če bi Formula 1 dirkač poskusil voziti 200 km na kolesu, bi se hitro izčrpal in tega. In naredil logično.
če bi kolesar sedel v Formula 1, bi imel velike težave z G-silima, bi se lažje prilagodil kot obratno. Ja, Tako je. ja, Ampak, ja. ja. Ok, imamo še 10 sekund za zaključek. Tako da, In mislim, da smo dobro vse povedali. to je to od motorsporta. Zanimivo. Ja, jaz tudi upam, da vam je bilo zanimivo. In se vidimo naslednji teden.